Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Jani Ivanuša, predstavil bo stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej gospodu ministru. Predlog zakona o kmetijstvu je bil do sedaj spremenjen že 7-krat, tako je tudi poudaril moj predhodnik. Enkrat pa je prestal tudi ustavno presojo določb o verigi preskrbe s hrano. Kmetijska gospodarska dejavnost je posebnega družbenega pomena ravno zaradi njegove večnamenske vloge. Temeljna naloga kmetijstva v povezavi z živilstvom je pridelava varne in kakovostne hrane za nas in za naše zanamce. Zavedati se moramo, da kmetovanje v veliki meri vpliva tudi na kakovost naših voda, tal, zraka in na biotsko raznovrstnost. Prispeva tudi k podobi kulturne krajine v Sloveniji. Njegova gospodarska in socialna vloga ima velik pomen za vitalnost in poseljenost slovenskega podeželja. V Slovenski nacionalni stranki ocenjujemo, da mora kmetijstvo našim državljanom omogočiti večjo stopnjo samooskrbe in to sedaj in ne, ko nastopi kriza. Vojna v Ukrajini je energetsko krizo samo še povečala, kajti cene nafte, bencina so se skokovito dvignile. Cene so narasle tudi pri pšenici, koruzi, oljnicah, zato je še toliko bolj potrebna in nujna samooskrba. Marsikaterega Slovenca bodo trenutne razmere na evropskem trgu v bodoče prisilile, da bo posegal po hrani slovenskega porekla, kljub temu, da bo zanjo moral plačati višjo ceno. V marcu smo na vlado naslovili tudi pisno poslansko pobudo v zvezi s prispevkom k izboljšanju prehranske varnosti. Poudarjamo, da bi moral biti naš strateški cilj doseči samozadostnost glede pridelave ekoloških semen. V luči dosega ciljev zelenega dogovora smo dali pobudo, da se semenarskim hišam da prednost pri najemu in nakupu zemljišč iz sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Da se uvede selekcijske in žlahtniteljske programe, ki se jim financira iz državne blagajne. In nazadnje, da se ekološkim pridelovalcem, ki se morajo za ohranitev statusa udeleževati obveznega usposabljanja, omogoči, da si sami izberejo predavatelja ter se uvedejo tako imenovani vavčerji. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa tudi vam.